sem rekel, dobo pa še to sploh rabo. Tako da jaz povem prav po pravici, da moja naloga tle ni, da se jaz to z neki, da sem jaz zdaj ne vem kaj, ko sem to, jaz sem imel čisti srečo, da je mene tu zanimalo, da sem to napisal. In to je vse moje prispevek. Jaz nisem drugega nič naredil, jaz sem samo to napisal, ker sem mi ti povedal. Ne. In mogel sem pa pisati točno tako, ker so bili pa pazljivi, ker jaz nisem vedel, zakaj ta beseda pa ta mora biti zraven tako napisana, kot so oni rekli. Zato, ker jaz sem pisal točno tako, kot sem povedal, ker vse, kar sem napisal, je bilo za mene tuje, nerazumljivo. Ne. Šele potem, ko sem začel to brati in malo razmišljati, sem potem videl, da to so bili neki obredi, da to je bilo neki to, da to je bilo zato, in da so bile maske tudi del tega staroverstva, ampak to je počas prihajalo v mene, da sem potem, da sem pa rekel, pa se to na sedanje je naše izročilo, ne, to ni kar tako, ne, da to ima neko vrednost, ampak je to nastalo zelo, zelo pozno. Ampak kljub temu verjetno čutite, da ste v bistvu staroverci. Ja, jaz sem se navezal veliko staroverci. Ja, veliko, zato ker so bili tudi... tega ste tudi zapisovali. Zato ker je tudi vplivalo na mene, ker sem vedel, da to verovanje ne uči nič slabega. Narava je tista, ki bi mogla biti skrb za vseh nas, ne samo starovercev. Da moramo skrbeti za to naravo, da bomo preživeli. Se mi Slovenci danes nismo niti sposobni hrano pridelati vse nas. Če nam zaprejo meje, bomo vsi lačni. In zemlja je pa ena, in oni so dali veliko na zemljo. Zemlja je sveta, zato ker nas prehranjuje in da moraš ravnati z zemljo to, in to ni tvoje, ampak je samo dana tebi v porabo in ti jo moraš dati sinu enako, če ne boljšo. To je bilo vodilo staroverstva. To je način življenja, kot ste rekli. Ja, to je bil način življenja, ker oni so vedeli, da kam je ne moreš jesti. In oni so vsako leto, ko je družina narasla, so štukali tudi kakšen del hiše, da so dobili nove prostore. Ravno tako so naredili po zimi suhi zid in so začeli metati kamje noter, da so dobili na novo pliko zemlje. Pa tudi, če je bila samo za zelje ali pa kaj, pa je bilo neki prispevek, da je družina lažje preživela. Tako da oni so pravzaprav nabirali vsa zelišča, oni so kostanje. Kosten so imeli, ta droben kosten so ga tolkali za moko, tudi velega so imeli, da so ga kuhali, potem so delali razne jedi, pol moke koruzne, pol moke kostanjeve, da so podleševali, da so po zimi imeli čim več močnikov, da so lahko preživeli. Tako da tle je ena modrost, ki jo mi vržemo čez ramo, ampak je zelo, zelo tehna, da ti moraš delati z naravo spoštljivo. Da to ni, da ti boš sekal gozdove kar tako in prodajal les, ampak da je to bogatstvo, ki so ga rodovi hranjali in da je treba spoštljivo delati do tega. Tako da tle je nauk tega staroverstva, ne pa, da bi prežigal neke ognje, pa kadil, pa to ne. To se mi zdi, da je, in tega je v tej knjigi veliko, teh naukov, ki so jih staroverci povedali. Kaj? Franc, hvala za iztočnico. Zdi se mi, da Pavle ni bil samo tisti, ki je imel srečo, da je zapisoval. Zdi se mi, da si uganil, da je staroverc,
ampak jaz močno sumim, da ima v sebi poganjke za dehnarja. Pavle, morda v 70-ih letih res ste samo pisali, danes smo to predavanje, ta pogovor posneli. Upam, da bodo posnetki tako dobri, da jih si boste lahko pogledali v celoti tudi na spletni strani Lavričeve knjižnice. Morda dva stavka, tamle sta dva kataloga, tudi iz Goriškega muzeja s predmeti. Ja, to so predmeti. Ja. Let v Lunino, oziroma iz Lunine sence to je knjiga nastala skupaj s Podobnikom. Žal nismo dali vam na ogled knjige iz Neznane strani neba, ker je v sposoji, ampak fina novica je to, da je nova naklada, tako da le pridite v knjižnico. Rad bi se zahvalil v imenu vseh, mislim, da res v imenu vseh za izjemno zanimiv večer in to sicer niso strici, to so otroci. Nace ima dolge tace, to je knjiga, ki zapisovalec je bil Franc Črnigoj, ilustrirala je Silva Karim, izdali smo jo pa v ponatisu v Lavričevi knjižnici in mislim, da gre v prave roke. Hvala. Samo še malce pozornosti. Še preden greste, ste vabljeni, ali da si pogledate, kot rečeno, tiste dva kataloga, ali da kaj vprašate tudi našega gosta. Vabim vas pa tudi, če ste kaj ženi, da se ostavite tam zunaj, prostore je malo, ampak vino je dobro, voda pa frižna.